Pred novim letom nam župan mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek ter Borut Pahor in Janez Janša v novoletni poslanici želijo, da bi te drugačne praznike in vstop v novo leto preživeli čim lepše, v krogu družine, obenem pa nas vabijo, da ponovno združimo moči in da premagamo virus. Spoštovane občanke, spoštovani občani, dragi ljubitelji Murske Sobote, letošnje leto je bilo nekaj posebnega. In tudi tukaj, ko hodimo po Slovenski ulici prenovljeni in okrašeni, pogrešamo občanke in občane, pogrešamo družbo, ampak vseeno, letošnje leto je bilo posebno tudi zaradi tega, ker se je pokazalo, da znamo drug drugemu pomagati. In zaradi tega hvala vsem humanitarnim organizacijam, vsem prostovoljcem, gasilcem, policistom, ki so v letu 2020 naredili ogromno delo in pomagali pravzaprav, da smo se izvlekli iz te krize, za katero jaz mislim, da je bo konec v naslednjem letu. Na eni strani me je težko pri srcu, ker ta ulica, ki smo jo prenovili letošnje leto, ne more biti polna mladosti, radosti, ljudi, veselja. Ampak po drugi strani sem pa, kot me poznate, človek, ki upam in vem, da bomo spomladi sigurno imeli priložnost, da se družimo tukaj na tej ulici, da damo Slovenski ulici, Soboti in soboški občini novo življenje, novo energijo, ki jo tako pogrešamo. Spoštovane Sobočanke, spoštovani Sobočani, občani mestne občine Murska Sobota, dragi prijatelji Sobote. Letošnje novo leto bo ne samo pri nas, tudi vse posod po Evropi, po svetu nekaj posebnega. Naredimo si ga tudi mi sami posebnega. Praznovimo ga tako, kot so ga praznovali naše dedke in babice. Bodimo skupaj v krogu družine, kaj dobrega spečemo, zapojimo in se pogovarjamo. V upanju, da bo novo leto prineslo bistveno boljše čase. In to vam želim kot župan mestne občine Murska Sobota za leto 2021. Zdravja, zdravja in zdravja. In naj bodo te lučke na naši ulici, lučke na koncu tunela, upanje za to, da bomo zopet skupaj, tako kot smo znali biti. Spoštovane državljanke in državljani, nocoj vas nagovarjam za iskreno vedrino in optimizmom. V prihodnjem letu bomo premagali bolezen, ki je tako globoko in grenko zaznamovala to, ki mu končno zdaj odštevamo zadnje ure. Zato nas polne upanja močno prevzema neomajna odločnost. Zmagali bomo in okrevali. Koronavirus bosta premagali znanost in človečnost. Globoko smo hvaležni znanstvenikom in neskončno občudujemo prevlado plemenitih človeških vrlin. Kljub temu je vsakdo med nami v tem letu občutil izgubo. Nekateri so izgubili svojce, najbližje. Z njimi iskreno sočustvujemo. Žalost in strah sta premagovala dobrota in pogum. Nikoli ne bomo pozabili na tiste med vami, ki se borite v prvih vrstah. Zavedno boste naši srčni heroji. A tudi okrevanje bo zelo zahtevno in odgovorno delo. Reševati bo treba vse, od gospodarskih težav do socialnih stisk ljudi in do podnebnih sprememb. Vsestransko okrevanje ne pomeni, da se nujno vrnemo k staremu, temveč je tudi velika priložnost, da stremimo k novemu, boljšemu, bolj vzdržnemu in bolj pravičnemu svetu. To bi lahko bil zelo ustvarjalen čas. Veselimo se ga. To leto je posebej preizkušalo našo človeško potrpežljivost. Bodimo še naprej strpni
in sočutni. Slovenci imamo toliko razlogov, da med sabo najdemo navdih. Tudi v najtežjih trenutkih nas lahko navdušujejo športni, znanstveni in vsi drugi svetovni podvigi naših junakov ter seveda neverjetna solidarnost naših ljudi. Končno vidimo ciljno črto. Skupaj gremo proti njej, skupaj jo bomo prestopili, nikogar ne bomo pustili zadaj. Morda bomo morali prav proti koncu dati od sebe še zadnje moči, a naposled bomo uspeli. Za nič na svetu se ne smemo vdati malodušju. Dajmo najboljše od sebe. Bodimo prizanesljivi, pazimo drug na drugega, spodbujajmo se. Skupaj bomo zmagali in na novo okrevali. Srečno Slovenija. Drage Slovenke in Slovenci, spoštovane sodržavljanke in sodržavljani. Izteka se leto, ki si ga bomo zapomnili do konca življenja. Epidemija koronavirusa je odprla številna vprašanja in dileme, ki smo jih kot skupnost odlagali in potiskali na stran. Desetletja nerešenih težav so z vso silovitostjo med epidemijo udarila na dan. Naša primarna skrb v času epidemije je bilo zdravje ljudi. Na to pomoč posameznikom, družinam, podjetjem, društvom in poklicnim skupinam, ki jih je epidemija najbolj prizadela. Vse z namenom, da ublažimo posledice in ohranimo potenciale slovenskega človeka in gospodarstva. Sprejeli smo 7 protikoronskih paketov, vrednih preko 8 milijard evrov. Je čas, ko se naj država kar najmanj vpleta v naše vsakdanje življenje, in je čas, ko lahko in mora ukrepati. Zato jo imamo. Epidemija terja ukrepanje za varovanje zdravja in življenj in vlada je ukrepala. Se nas čaka še zadnja tretjina spopada z njo in na to veliki napori za čim hitrejše okrevanje ter za ponovno rast. V prihodnjih letih bo denar za okrevanje zagotovljen tudi iz evropskih sredstev. Ponosen sem, da sem skupaj s kolegicami in kolegi v večletnem finančnem okviru in svežnju za okrevanje izpogajal več kot 10 milijard evrov. Gre za največ sredstev, ki jih je iz evropskih okvirov Slovenija pridobila doslej. Hvala vsem, ki ste se v teh težkih časih trudili za skupno dobro, reševali življenja in nam v veliki meri kljub vsemu omogočali varno bivanje. Pa hvala vsem, ki ste v letu, ki se izteka, ravnali odgovorno do sebe in do drugih. In nazadnje hvala tudi vsem naprej, vsem, ki se boste v prihodnjih mesecih prostovoljno cepili z učinkovitimi cepivi, ki so rezultat neutrudnega dela znanstvenikov ne le v zadnjem letu, temveč so plod desetletij raziskav, izmenjav informacij in odkritij svobodnega sveta. S cepljenjem ne boste varovali zgolj sebe, ampak tudi svoje drage ter skupnost. Ko bomo išli z te vojne z epidemijo, ne bomo mislili na trpljenje, s katerim smo se soočali. Hvaležni pa bomo za zdravje. In v spominu bomo do konca svojih dni nosili dobre stvari, ki so se rodile v teh težavnih časih. Spoštovani, pred nami je nekaj zelo zahtevnih tednov, a zdržali bomo. Pred 3 desetletji smo postali samostojen, suveren narod, narod, ki je zmogel strniti svoje moči za dobro skupno prihodnost. Danes, po 3 desetletjih, znamo kot suvereni posamezniki brez pomoči TV ekranov misliti svojo glavo. Strnimo svoje vrste v boju za hrbtno boleznijo, ki je enaka grožnja za vse. Ne nasedajmo tistim, ki predsejajo komarje, velblode pa spuščajo mimo. Spoštovani, naj nam vsem novo leto čimprej prinese toplo in zeleno pomlad, prosto virusa in vseh z njim povezanih omejitev. Med prazniki pa pazite nase in na svoje bližnje. Ostanite zdravi in pogumni. Srečno!